Živijo, pozdravljam se skupaj, moje ime je Luka. Pred pol leta sem si kupil uro, za katero sem res ful dolg šparil. Ura mi je bila res ful všeč in skozi sem s to uro okoli hodil in potem se mi je naenkrat ustavila. Mi je bilo jasno zakaj, namreč za uro sem dobil 2 leti garancije in zato sem se tako odpravil k urarju, da bi to uro pač reklamiral. Urar pa mi ni hotel reklamirati ure zaradi tega, ker nisem imel s seboj računa. Zahteval je račun in zato sem res mogel potem doma najti. Šel sem domov, obrnil sem celo hišo okrog in nikjer nisem našel več računa niti garancije. Tako sem malo razmišljal o tem, kako bi lahko hitreje in učinkoviteje shranil svoj račun. Danes si ljudje shranjujemo račune, kupimo neko stvar, račun damo v denarnico, potem ta račun doma damo v map ali pa v nek pedal. Tam so ti računi vsi pomešani, ker ponavadi nimamo veliko časa za urejanje. Potem imamo še preveč časa porabimo pri iskanju teh računov, včasih pa celo izgubimo. Tako sem razmišljal o tem, kako bi hitreje in učinkoviteje shranil ta račun in sem prišel do ideje, da bi naredil aplikacijo, s katero bi račun takoj slikal in bi se ti ta shranil na telefon in potem še v oblak, katerega bi imel na internetu. Tako smo ta vikend, jaz in moja ekipa, razvili to aplikacijo. Aplikacija je zelo preprosta za uporabo, namreč takoj, ko ti trgovec izda račun, ga slikaš, potem aplikacija avtomatsko zazna položaj in zraven vnese tudi datum in seveda zaradi položaja tudi kraj nakupa. Zraven lahko dodaš še lastni zaznamek in račun se ti na to shrani v aplikacijo in na to na internet v oblak, kjer bi bil nek feedback, če se slučajno telefon zruši. Na to bi bila velika prednost bi bila ta, ker bi prihranili čas pri iskanju in vse račune in garancije bi imeli vedno pri sebi, pač najprej bili iskati. Iskalnik bi bil narejen tako, da bi iskal po ključnih besedah, vtipkal bi ključne besede oziroma kraj nakupa in tako bi ti izpisali vse račune. Ful dobro bi bilo pa tudi to, da bi aplikacija te spomnila en mesec pred iztekom garancije, bi te spomnila, da se ti garancija izteka. Pač to bi bilo dobro zaradi tega, ker jaz vem sam pri sebi, ker če se mi telefon pokvari, zmer odlašam, da ga bom odnesel na servis, ko mi bo izbrisalo vse podatke, pa na servisu bom dobil pa nek beden nadomesten telefon in zaradi tega pač bi bilo boljše, da te spomnila, da bi pa res odnesel. Aplikacija bi bila namenjena vsem uporabnikom teh pametnih telefonov, vseh starosti in denar bi nam tako prinesla za plačniško verzijo za podjetja. Pač podjetja morajo, v podjetjih je veliko ljudi, ker tudi veliko ljudi kupuje stvari na podjetje. In potem pač s tem, ko bi, in ti ljudje, ki kupujejo za podjetje, morajo te vse račune shraniti in jih na to prinesli v podjetje in podjetje jih mora hraniti do 5 let. Tako bi omogočil, da vsi, ki bi kupovali za podjetje, sploh ne bi rabili teh računov prinašati v podjetje, ampak bi samo slikali, shranili in takoj bi se jim ta račun shranil na skupen uporabniško skupno račun, katerega bi imelo celo podjetje odprto na internetu in tam bi se ti vsi računi beležili. Naredili smo tudi anketo, v kateri je sodelovalo 150 ljudi, od tega jih je 70% odgovorilo, da bi bila ta aplikacija za njih uporabna in da shranjujejo račune in se tudi srečujejo s temi problemi, katere imamo mi. Za izvedbo te aplikacije bi potrebovali investicijo v višini okrog 5000 evrov, denar bi porabili za nekaj za oglaševanje, potem pa za plačevanje domene in gostovanje spletne strani ter programerje za iOS potrebovali. Potem naša vizija za prihodnost je zmanjšanje uporabo fizičnih računov in to bi spremenili, da bi računi v elektronski obliki. Ekipo sestavljamo Katarina, ki je vodja marketinga, potem naš dizajner,
potem programer Darko, dizajner Nec in jaz Luka, ki sem idejni in ekipni vodja. Hvala. Komisija, vprašanje? Torej, za končno porabnike, ki si ima jaz kot fizična oseba, za to zastojn snan, zastojno porabo, vprašanje plača. Ja, pač o tem bi mogli se še premisliti, če bi slučajno bili kakšne dodatne možnosti, potem pač naprimer dodatna možnost, da bi mogoče ta, da bi te opomnilo en mesec pred iztekom garancije, da pogledaj, če ti vse deluje. Skupno znotraj aplikacije. Ja. Za podjetje bi bilo pa tako, da bi imeli skupen uporabniški račun, vsi zaposleni, mogoče bi ga lahko samo eno rejo in potem bi vsi več račune. V podjetje imajo originalne račune, ki jih morajo tam knjižiti. Ja, sej, ampak s tem originalne račune bi lahko s tem slikanjem, da v bistvu sploh več ne bi potrebovali račune v fizični obliki prnesti, da bi ga lahko sem slikali in da bi upoštevali tudi, naprimer, če te dobi potem, ne vem, davčni inšpektor, ko greš ven iz trgovine, da rabiš račun, da bi ta račun bil pač veljaven isto kot tudi za fizični obliki. To, ko si bil pomenil urade, če jaz to radio prijedem, ko mu kažem na telefonu, to je čisto javno vse. Ja, pač po zakonu bi mogli upoštevati te, to smo prevedli pri 2 računovodih in naj bi, mislim, morali bi upoštevati kopijo računa oziroma sliko. Ja, ok, te, ki garancijo, ne vem pa kaj je, to tudi zadost za podjetje hrani, kot originalni račun, da ga hrani tako. Eno je skeniranje, ne, pa z določenimi kodami odzali, da ti to reči, elektronski račun velja. Velja vsak elektronski račun, to ste v... Ja, pač na internetu obstajajo že te spletne strani, na katerih lahko podjetja hranijo svoje račune v elektronski obliki. In lahko bi se povezali tudi s temi podjetji in potem, da bi se jim kaj račun prenesel v bistvu. Ker oni imajo certifikat, da lahko podjetja tam shranjujejo račune v elektronski obliki. Del procesa je shranjevanje računov, drug del procesa je pa knjiženje računov, kjer v bistvu podjetje uporabljajo programsko opremo, te naviženi in podobne stvari, dejansko. Vsaj večja podjetja ima za to zaposlene računovodje. Se pravi, vi razmišljate, da bi bil vaš trg mali SP-jevci, ali katera podjetja? Ne, pač vsi. Jaz vidim pa samo očeto. Naprimer, on ima Magna kartica za Petrol in on, ko plača z Magna kartico, mora račun prenesti v službo. Tu bi ga pa on lahko na Petrolu sem slikal in račun bi se avtomatsko updateal v službeni cloud, katerega bi imela cela služba na internetu in bi točno videl, kdo ga je updateal, kdaj je zapravil, zakaj je zapravil, pač vse bi videl tam v službi. Tako da on v bistvu sploh ne pravi računa, no sem pa imeti polno denarnica računov, katerega vsega papirja. Da je slikal, bi pošel. Ja, Ja, to lahko sem ta aplikacija bi to omogočila veliko hitreje v 2-3 kliki. Ok, rekel ste 5000 evrov, kako pa nameravate kupce pridobivati? Rekel ste rekel nekaj malega za marketing, kako pa, kaj ste katere marketinške aktivnosti izvedli? Kupce nameravamo pač pridobiti s tem, da bi tako oglaševali, pa nekaj smo se pogovarjali tudi že s Silvijo. Oglaševali bi, naprimer, na prodajnih mestih, ne vem, od Big Banga, od Simobila, kjer ljudje kupujejo pač take stvari, ki imajo garancije in da bi, ne vem, bil nek tak mali letak in bi na njem pisalo, ne vem, zakaj bi si shranjeval račun, raje si snemi aplikacijo in poskenirajo svoj račun, ker si ga učinkovito shrani pač. Tako da ne bi bilo treba teh fizičnih računov. Vse načeloma, če ti s kartico plačaš, ne? Ja. Če s kartico, kjer lahko kartico plačaš, je trgovini dolžen poiskati ta račun, pred novi evidenci. Ja. To da rabiš imeti. Ja, no pač na koncu bi pa mi to aplikacijo tako naredili, da v bistvu sploh več ne bi rabil izdajati računov v fizični obliki, pač papirnatih, ampak da bi samo s telefonom, pač telefon da zdraven, odprl aplikacijo, bi se ti račun natisnil na telefon in takoj avtomatsko shranil v oblak, kjer bi imel vse svoje račune in s tem bi tudi prehranili veliko papirja, katerega podjetje uporabljajo pač za račune, ki jih izdajajo. Ste kaj razmišljali o ceni te aplikacije za podjetje?
oceni za podjetje pač nismo še čist tako pač določili, ampak ne vem, po mojem bi zaračunali kot neko najemnino do meseca. Ranga, 2 evra, 10 evrov, 30 evrov, 100 evrov, 500 evrov. Ne vem, po moje, odvisen, o tem se res še nismo pogovarjali, po moje ne vem, nema reči 10 evrov, pa 100 evrov, ne vem, pač čisto točno kot naftice. Mislim, teh niste vprašali. Teh 70% sem rekel, da bi to uporabili, niste vprašali, koliko ste uporabili plače za to. Pač to so nam zasebni uporabniki, ki so nam rekli, da so pripravljeni to uporabljati. Podjetje še nismo sprašvali, ampak je pa gospod iz podjetja Tips, ki proizvajajo avionsko opremo tukaj iz Brežic, nam je rekel, da pri njih je ful velik problem ta, ker veliko ljudi pa kupuje različne stvari za firmo in morajo potem te račune prenašati in na koncu meseca jih iskati in ne vem, kaj še vse, in če jih nimajo, te lahko prejemo nekaj teje. In s tem bi pa ti v bistvu, takoj, ko bi dobil račun, bi poskeniral in firma bi ga imela tam v cloudu, pač na internetu bi bili vsi računi, pač zraven bi tudi pisali, kdo ga je update. Je on rekel, da bi bil vran plača za to? Ali sam povedal, da ima tak problem? Ja, kot podjetje bi bilo pripravljeno plače, ja. Moram reči, da kot zasebnega uporabnika bi me prepričal, kot firmo pa ne bi. Je bolj enostavno je vzeti račun, pa ga dejansko pa slikati, vložiti nekam, slikati, pa očitno še nekaj o tem zapisati zraven, oziroma nekaj. Ja, sej, aplikacija bi imela, bi pač bi shranila avtomatsko kraj pa datum, potem bi pa še ti lahko dal lastni zaznam, zraven pač, da bi ga potem tudi najdel iskali. Dodatno delam. Drugač pa nesem v firmo listek, pa da ja, bi lahko smo poskenirali. Ja, na koncu, v bistvu naša čisto končna želja bi bilo pa ta, da bi aplikacija sama na račun prebrala ime trgovine, pa kaj si kupil. Da bi tako sprogramirali, da bi šlo to čez. Pa druga stvar, pa verjetno usporedno, kdo drug to naredil, ker ne bo iskal v tem prednosti, da se to v trgovini dohodka. Ja. Kot fizično osebo je pa zanimalo, ker to pa je ravno tisto iskati. Ja, pač, ker jaz, ne vem, jaz če si kupim superge, nekaj malo dražje za teč, zdaj, naprimer, sem gojzer, jaz sem unišli po 2 letih, in na srečo sem oglih račun, nekje sem ga najdel in sem odnesel nazaj in sem mi izrihtal vse, brez da bi karkoli plačal. Je pa veliko stvari, ker pa tudi račun imaš v denarnici pa ga ne snaš učinkovito, pač v neko mapo doma, pa kako bi bilo vse tako. Zdaj, če ti si v trgovini noter, potem ti location services ne delajo, GPS signal bi... Ja, vem, pač to bi lahko tako naredili, da bi v bistvu ta trgovski center, da bi GPS signal pogovoril, to pač v katerem trgovski center si. Vsaj toliko natančno. Ja, pa sej najbrž... Ja. Vse po moje, vse pa pač na koncu si zapomniš, ne vem, kje si kupil, po moje si zapomniš, no vsaj jaz si zapomnil na koncu, v kateri trgovini sem kupil, naprimer, superga, ampak itak ti tudi potem na računu piše, ne. Ti je v bistvu važno, da najdeš račun, na račun tudi piše lokacijo trgovine, čas... Dosti s triangulacije si imala to govora, da ti GPS ima. Ja. Ja. Komisija še vprašanja? Ta aplikacija je razvijali, je razvita? Pač, tukaj smo naredili, da v neki osnovni obliki že deluje. Nismo še vzpostavili nekaj na spletu, da bi se te skrbjali. Funkcija, da vas skrbjali. Če ste razvili v enem večeru, funkcija, da skrbjali. V drugem večeru. Pač nismo še do konca razvili. Tako smo naredili, da lahko damo telefon, vi slikate račun in pač da vidite, da date še svoje zaznamke in potem se račun shranil. Tukaj smo razvili, nismo pa še šli do tega, da bi se račun na internet avtomatsko transportiral, oziroma pa tudi do tega, da bi aplikacija znala prebrati samo iz računa. Tako. Komisija nima več vprašanj. Ok, hvala lepa.